Krško, ki je na zadnji tekmi v Domžalah prejel kar 5 golov, je tokrat doma pričakal ljubljansko Olimpijo, ki je še vedno brez porazov, še vedno 100%, odkar jih vodi Luka Elsner. Na prvem mestu so imeli pred tekmo Ljubljančani točko prednosti pred Mariborom, a s tekmo manj. Tole pa je bila uvodna kombinacija tekme, lepa podaja proti Mensaju, ki pa je streljal čez gol. Potem pa napaka v obrambi Krškega in žoga je končala v mreži, zadev je avtogol Klemen Šturm in gostje so povedli v 7. minuti po zadetku Šturma, ki je premagal svojega lastnega vratarja. Nesporazum v obrambi, pred golom je bil tokrat Kirm, ampak Šturm je žogo preusmeril proti svojim vratom in nesrečno premagal Zalokarja. Začetek tekme je bil odličen za Ljubljančane, 10. minuta in še ena odbita žoga proti Alvešu, ki je preizkusil svojo levico močno, ampak Zalokar je žogo uspel ujeti. Še napad za Krčane v 13. minuti, Dangubić je podal proti Bučarju, ki je bil sam pred golom izvrstno, pa je vrata zapustil Rok Vodišek in še naprej ostal nepremagan. Drugi polčas in kombinacija Ljubljančanov, Kronaveter je streljal daleč, obramba Zalokarja in kot za Olimpijo. Že v naslednji akciji še ena izvrstna priložnost, Eleke je prodrl, našel Kronavetra, tokrat je bil spet na pravem mestu Zalokar, ki je ponovno rešil nogometaše Krškega. Potem pa izjemna kombinacija za Krčane in to je bila res čudovita ekipna akcija. Mensa pa je na koncu preigraval in zabil žogo mrežo 1-1 v 68. minuti. Izjemna kombinacija Krčanov, žoga na koncu do Mensaja, ki se je znebil svojega čuvaja, Klinar je šel v prazno, potem pa še čudovit zaključek Mensaja za prvi gol v mreži Olimpije, odkar jih vodi Luka Elsner in klonil je tudi 17-letni Rok Vodišek. Olimpija je bila boljša do konca tekme, poskušali so z napadi najprej Eleke, ki je podal pred vrata, Zajc je žogo preusmeril nekoliko previsoko, še napad za Ljubljančane, podal je Klinar, Eleke z glavo in izjemna priložnost za Zmajčke je ostala neizkoriščena, to je bila obramba Zalokarja. Potem pa še napad za Olimpijo in do žoge je prišel Etienne Velikonja, sam pred vrati je bil napadalec Olimpije, ki je vstopil v tem drugem delu in dosegel gol za prednost Olimpije 1-2. Velikonja je zabil še svoj 3. gol v prvenstvu in še tretjič je dosegel pomemben gol za minimalno prednost in tudi zmago Zmajčkov. Izjemen prodor Etienne Velikonje, do konca tekme pa še nekaj napadov za Ljubljančane, tole je bil najnevarnejši sam pred golom Eleke, ki tokrat ni uspel premagati Zalokarja, ki je imel dober dan, prispeval še eno obrambo, a vse skupaj je bilo premalo. Krško Olimpija na koncu 1-2 in nove 3 točke za Ljubljančane, ki so zdaj na vrhu s 4 točkami prednosti. Ja, vemo, kaj narediti, ampak malo težje to narediti. Čestitam Olimpiji na koncu zasluženo zmago, bili so boljši, mi smo preslabo odprli tekmo. Ne sme se dovoliti, da tega avtogola, ko smo se ga mi še proti kom drugom, kaj šele proti Olimpiji. Drugi polčas mislim, da smo igrali zelo dobro, bili v polju praktično skoraj enakovredni. Potem pa smo po izenačenju Olimpija pritisnila, pokazala kvaliteto, dala gol in to je to. Na koncu rezultat takšen, kot mora biti vedno. No, se dogaja na tekmi vse. Mi smo v nekem momentu začeli tehnične napake delati, smo vračali žogo nasprotniku, iz tega tudi gol dobimo. Zdaj to po taki reakciji, kot smo imeli po prijetnem golu, je to nerelevantno in normalno, da smo izredno zadovoljni, da pridemo v situacijo, kjer se poberemo. In to je za karakter ekipe, za moč ekipe je res velikega pomena in sem prezadovoljen, da smo danes tukaj zmagali. Ponovno smo pokazali, da je tukaj težko in da moraš trpeti, ampak na koncu smo si toliko preigrali situacij, da bi morali biti mirni. Žal je pa nogomet včasih malce čuden in smo danes morali do zadnje minute garati.